sem in poznam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila Q&A video, torej na Instagramu, kjer so v bistvu posodobili in dodali neko novo funkcijo, kjer lahko pač jaz v svoj story dodam, da me vi vprašate karkoli hočete. Sem vam danes, pa par dni nazaj postavila pač to vprašanje, če želite karkoli vedeti, da mi napišete. Ful veliko se vas je javili, tako da imam na telefonu shranjene vsa vprašanja. Preden pa začnemo s tem videom, sem vas hodila samo še spomniti, še kakšen slab mesec, oziroma do 17. avgusta točno, traja nagradna igra My Music, My Tea. To je nagradna igra z ledenimi čaji, o katerih sem že govorila dvakrat na svojem YouTubeu. Če me spremljate na Instagramu, ste ziher tudi že videli. In v bistvu sem nedolgo nazaj tudi jaz nekaj zadela v tej nagradni igri. V ta zadnjem vlogu, kjer sem govorila o tej nagradni igri, sem vam pokazala, kako v bistvu sodelovati. Upisala sem svojo kodo, ko sem jo dobila pod zamaškom na enem pač od ledenih čajev njihovih. In dejansko sem zadela slušalke. Tako da nagradna igra je legit, če vas to zanima, dobite lahko res hude nagrade. Spodaj v infoboxu vam bom pustila link do te nagradne igre, oziroma kako sodelujete, da boste tudi vi lahko mogoče dobili kakšno hudo nagrado. In želim vam vso srečo. Mi gremo pa zdaj naprej v video. Ok, prvo vprašanje je bilo, če lahko posnamem skincare rutino. V bistvu sem jo posnela 2-3 dni nazaj, je še v obdelavi oziroma v montaži ta video, tako da predvidevam, da bo šel video o skincare rutini pred tem videom gor, tako da vam bom tukaj nekje pustila link, pa spodaj magar v infoboxu, da si lahko greste pogledati. Sem pa v bistvu naredila dva različna videa. Prvi je zgodba o moji koži, drugi je pa v bistvu, katere izdelke uporabljam pri svoji negi kože, tako da magar pejte oba dva pogledati in boste vse zvedeli tam. Drugo vprašanje, ki je pač prišlo na Instagramu v ta moj inbox, je, kam bi najrajše odpotovala in zakaj. Trenutno bi ful rada šla v kakšne tropske kraje, na kakšen hud otok, ne vem, kakšni Maldivi ali pa Bali ali pa kaj tasga, ampak to je po moje zaradi tega, ker je poletje, ker bi rada šla na morje, ful veliko delam, si ne morem kar tako dopusta vzeti. Ampak tudi to še pride, sklenom se dejansko pogovarjala, da bi mogoče v zimskih mesecih nekam odpotovala za kakšen teden, dva na toplo, tako da mogoče bo pa takrat šla kam tako na te tropske otoke, jaz temu rečem, veste, ko so peščene plaže, sinje modro, morje. Ok, naslednje vprašanje je bilo, koliko dolgo ste že s Klemnom skupaj in koliko sva stara. Sicer sem na ta vprašanje odgovarjala že v zadnjem ali pa predzadnjem Q&A videu, ampak da pač ne boste zdaj hodili gledati samo zaradi tega. V bistvu sva s Klemnom skupaj 8 let, bo 13. avgusta letos, se pravi 2018, bo 8 let. Stara sva pa, jaz bom 24. 13. avgusta, on je pa star 25. Če vas še karkoli tasga zanima, glede mene pa Klemna, sva naredila Q&A video nekaj časa nazaj, tudi to bom spodaj magar v infoboxu pustila, ali pa tukaj zgori, no, kakorkoli, ali tukaj, kjerkoli, v glavnem, no, boste že dobili link, lahko ste tudi tja pogledati. Potem bilo naslednje vprašanje, ali kaj telovadiš. Ja, dejansko hodim čez leto na bootcamp 3-krat na teden, hodim v bistvu zjutraj od pol 7 do pol 8, ker mi je ful dobro, da dejansko že takoj zjutraj naredim trening in imam pol v bistvu cel dan čas ali delati, sem v službi, čas za kavice, karkoli, da pač naredim že zjutraj tisto in je to. Zdaj imamo pa trenutno en mesec pauze, ker je trener šel na dopust, pa tako malo pač, da naredimo malo pauze. In sem si v bistvu od trenerja sposodila uteži, si jih prinesla domov in s Klemnom zdaj vsak dan dejansko telovadila. Sem mislila, da bova bolj, kako se temu rečeš, tisto, ko rečeš, da boš, pa pol nikakor ne narediš, pa pač tisto en mesec doma stoji. Ampak dejansko sva se spravila in vsak dan trenirava, dobre pol urce, sestava si vaje, oddelava in moram reči, da je ful dober feeling, pa ful se dober, pa hiter začne poznati, če vsak dan treniraš. Nisem si mislila, da bo taka razlika, ampak dejansko je in ful se dobro počutim. Ok, naslednje vprašanje je glede montaže oziroma editiranja videov, katero aplikacijo uporabljaš. Jaz uporabljam program Final Cut Pro, dobila sem ga pač na App Storeu, uporabljam ga na MacBooku od Apple pač računalnik,
Nekaj časa v bistvu, zdaj mislim, da je že skoraj slabo leto, ne lažem, malo manj kot 1 leto ga uporabljam in mi je top zadeva. Ful ima enih dodatkov, lahko jih dokupaš, lahko jih pač samo uploadaš kakorkoli in ja, meni je ta top. Vem pa, da sta še Adobe Premiere, mislim, da je še za Windowse, pa še ene, mislim, da samega pa se ne bom spomnila, kako se imenuje. Ampak te 3 so tam nekje v istem rangu, kako bi rekla, profesionalnosti, če hočete, no, aplikacij za urejanje videov. Vedno pa urejam video na računalniku, nikoli ga nisem še urejala na telefonu, čeprav imam na telefonu aplikacijo iMovie, ampak je ne znam čisto uporabljati. Na kompu sem jo znala, tle pa malo, ne vem, čudna je, v glavnem se bom držala lepo urejanja videov v mojem Final Cut Proju na računalniku. Ali si že razmišljala, kako bi bilo ime tvojim otrokom? Zdaj pa tako, ne, dobila sem tudi par vprašanj, kdaj bova imela otroke, a jih načrtujeva, koliko jih bova imela, gor, dol, levo, desno, ni da ni vprašanj čez poroko, otroke, bla, bla, bla. Sicer sem na ta vsa vprašanja tudi odgovorila že v tistem videu s Klemnom oziroma na zadnjem Q&A videu, ampak rekla bom v bistvu samo to, da zadnjič sem gledala en video od Daisy Perkins, ki je govorila o tem pač, da ne more imeti otrok, v glavnem nima niti veze, ampak vmes je ona rekla, da je to, da nekoga vprašaš, kdaj bosta pa že imela otroke ali pa, kdaj pa bosta sploh imela otroke, nekaj najgržga, kar lahko nekoga vprašaš, v bistvu zaradi tega, ker nikoli ne veš, s čim se tisti par sooča. Pa zdaj ne govorim, da imamo midva s Klemom kakršnekoli probleme, ne, midva jih sploh še ne načrtujeva, ne razmišljava še o temu, da že kar takoj povem, ampak enostavno ni spoštljivo to vprašanje, da vprašaš nekoga tako pač na socialnih omrežjih. Jaz ne rečem, če te to kolegica vpraša, ok, ampak da te pa to ena random oseba vpraša na Instagramu ali pa kjerkoli, se mi zdi pa malo butasto, no. Tako da, rekla bom pač, da ne vem, zaradi tega, ker prvo ne razmišljava o temu, drugo nikoli niti nisem planirala, mislim tako, da rečem, enkrat si pa želim imeti 3 otroke, nisem še sploh razmišljala o temu, nisva trenutno s Klemom še v tem stanju, da bi planirala toliko vnaprej oziroma da bi se šla, da bi dejansko razmišljala v to smer še. In ja, no, bomo ostali pri tem odgovoru. Ok, naslednje vprašanje je, če bi imela supermoč, kaj bi izbrala. Mislim, da vsakič, ko me kdo to vpraša, mislim, da je moj odgovor vedno isti. Definitivno da bi se znala teleportirati, zaradi tega, ker bi rada obiskala velik mest po svetu oziroma krajev in mislim, da bi mi bilo to ful, bi mi olajšal pač proces oziroma to delo. Plus, dejansko se vsak dan vozim v Ljubljano pa nazaj, ful obožujem drugače vožnjo, ne me narobe razumeti, ampak včasih bi bilo ful fajn, če bi lahko samo si rekla, zdaj pa grem v Ljubljano pa bom čez sekundo tam. A je bilo to fajn, to je bilo prav hudo. Koliko si bila stara, ko si se prvič začela ličati? Ne vem. Ker če mislite ličati v takem obsegu, kakor recimo se zdaj, to je bilo v srednji šoli 2., 3. letnik, se pravi 16-17, nekaj takega. Če pa mislite nasploh prvi make-up produkt, da sem ga začela uporabljati, je bilo pa po moje v osnovni šoli kakšna maskara ali pa kakšen gloss ali pa kaj takega, je bil pa po moje 8., 9. razred, nekaj takega, se pravi 14-15 sem bila stara, približen. Ok, in kar se tiče make-upa, imam tle še eno vprašanje. Ena punca je spet vprašala, kdaj sem se začela ličati in a mislim, da je ok, če se pri 13 kar dost ličaš. Zdaj tako, moje osebno mnenje je, da se pri 13 niti podrazno ne rabite ličati. Če bi zdaj šla recimo nazaj v osnovno šolo, ne vem, 8., 9. razred ali pač kakorkoli ste, kjerkoli razred ste, ko ste stari 13 let, pač ne bi uporabljala make-upa, ampak to je pač, kakor se vi sami odločite in kakor vam starši dovolijo. Jaz bi pač rekla, da ne podpiram tega, sploh ne tazga make-upa na 13-letnicah ali pa 14-letnicah niti podrazno, ker je pač too much in še celo življenje boste imeli čas, da se tako ličite.
pač dajte uživati mladost, dajte uživati, mislim, zdaj ste to slišali, da sem jaz ful stara, ampak dajte uživati te najstniška leta, ne se toliko obremenjevati s tem, kakšen make-up gor dol, to je samo zaradi tega, ker vidite to na Instagramu. Pač takrat, ko sem bila jaz v 7. 8. razredu, to ni bila nobena praksa, pač takrat Instagram, sploh ne vem, če je obstajal, mislim, da ne. In če je kakšna prišla malo bolj namazana, so jo vsi gledali čuden, ker je pač toliko izstopala in ni primerno. Pač meni se zdi, da ni primerno toliko veliko make-upa dajati na praktično otroka. Ful mi boste hvaležni čez nekaj časa, če me boste upoštevali, če me boste poslušali moj nasvet. Jaz definitivno se pravim, če bi se vrnila zdaj nazaj, se ne bi mazala pri tistih letih, oziroma se ne bi mazala do 2. 3. letnika gimnazije. Plus, še to moram povedati, ker dostikrat omenjam tako kakšni kolegici, pa to, kar se pogovarjamo, definitivno ne bi hodila vsak dan z make-upom v šolo v srednji šoli. Gotovo, ne, jaz bi hodila brez, spala bi dodatnih 15 minut, če bi bilo treba in to je to. Ne bi se ukvarjala vsak dan z make-upom, niti podrazno. Ok, eno dosti zanimivo oziroma tako malo bolj vprašanje. Ali kaj zaslužiš z YouTubeom, če ja, koliko? Se mi zdi, da to vprašanje je vedno tako, da se ga folk ponavadi izogiba. Sicer ne vem zakaj, mislim, ok, vem, ampak prvo, načeloma ne bi smela biti skrivnost, zaradi tega, ker vsi vemo, da se z YouTubeom da zaslužiti. Po drugi strani si pa mislim, da je to kar malo nesramno vprašanje, če nekoga vprašaš, koliko zaslužiš, nima veze na kakšen način, je to z YouTubeom, je to z delom v trgovini, je to z delom v pisarni, ker če vi mene vprašate, koliko jaz zaslužim, na kakršenkoli način, s strankami, z YouTubeom, z ne vem, čemrkoli, je to isto, kot če vprašate prodajalko na blagajni v Šparu pokojna zasluž, koliko je njena mesečna plača. A štekate, kaj hočem reči. Mislim, meni načeloma ni panike, lahko vam povem, da je manj kot 100 evrov, zaenkrat definitivno to ni nek denar, ki bi jaz lahko živela od tega. Seveda doprinese zraven, ampak bi preživela tudi, če ne bi bilo tega zaslužka z YouTubeom, ker ni toliko velik, da mi naredi tako razliko, pač da jaz rečem zdaj, wow, bolano, zdaj pa lahko živim čist drug life, ker toliko zaslužim z YouTubeom, ne. Ampak ja, dajte imeti mogoče malo v mislih naslednjič, ko boste nekoga vprašali, koliko zasluž, da mogoče ni najbolj, kako bi rekla, spoštljivo vprašanje, no, tako. Kjera je moja najljubša firma oziroma znamka ličil? Zdaj tako, mislim, da sem tudi že v enem videu o tem govorila, ampak če bi se mogla za eno znamko samo odločiti, pa da bi samo eno znamko uporabljala do konca življenja, pač na strankah, na sebi, na komorkoli, je to znamka MAC Cosmetics. Definitivno je to ta znamka, ki pač me je prepričala. Seveda pri svojem delu uporabljam tudi druge stvari, so mi ful všeč tudi druge znamke, ampak če bi mogla samo eno izbrati, je pa pač to definitivno MAC, ker ima pokrite, bom rekla, vse produkte, oziroma imajo dejansko vse produkte v smislu vse za obraz, vse za, ne vem, oči, vse za usta. Tako, ni ga produkta, ki bi rekel, fak, nimajo, ne vem, dobrih senčk za oči, ali pa fak, nimajo dobrega pudra, vse imajo pokritno, vsak spekter obraza lahko dobro naličaš, če uporabljaš njihovo kozmetiko. Ok, tukaj je ena punca vprašala, če prihajajo kakšne nove nagradne igre. Definitivno ja, imam že po moje, ne vem, en mesec pripravljene stvari, ki čakajo v škatli, da bom pač majčkeno objavila kakšno nagradno igro, ampak se mi ni zdel zdaj med poletjem mogoče toliko smiselno, zato ker vas je veliko na morju in ne vem, bo dejansko pol veliko odziva. Jaz bi rada, da vas čim več sodeluje, zaradi tega, da je pol bolj zabavno, ko se zbira nagrajenko, ampak ja, definitivno prihajajo nagradne igre z make-upom povezane, oziroma z kozmetiko povezane, če hočete, tako da ja, prihajajo. Evo, še čisto malo vprašanj imamo, no. Moja serija oziroma film. Moja najljubša serija bi rekla, jaz sem gledala ful veliko serij, sklepno v svojih lani se mi zdi, da polet pregledala ful ogromen. Ampak ena, za katero vedno znova rečem, da jo vsak mora pogledati, ker ga pač vsaj malo zanimajo take stvari. How to Get Away with Murder. Vem, da je bila na televiziji tudi ta serija in
Nora je zaradi tega, ker imam ful rada filme in serije, kjer v bistvu misliš, da imaš vse pogruntan sproti, ko se dogaja, pa te pa čist na koncu tako preseneti oziroma se situacija tako obrne, da greš vse za nazaj razmišljati, fakt, kako nisem tega opazila. Pač jaz temu rečem mind blown oziroma mind fuck, če hočete, grdo rečeno, ampak dejansko. In take imam ful rada, no, tako da ta mi je bila top serija. Všeč mi je mogoče bil tudi The Flash, če poznate, to je taka mečkam bolj znanstveno-fantastična serija. Potem od filmov so mi pa tudi všeč razne akcijske komedije. Ful nisem več toliko v romantičnih komedijah, ki so mi že toliko preveč podcukrane pa to, ampak akcijske komedije, akcije, kakšni thrillerji, ne maram grozljivk niti podrazno. Ne vem, kakšne te, recimo, ena komedija, ki se mi je ful vtisnila v spomin in jo bom verjetno še kdaj pogledala, samo zaradi tega, ker sem jokala od smeha, je Taxi 5. Nimam kaj reči, meni so solze lile. To je francoska komedija, francoski film je. Verjetno, če poznate to serijo filmov Taxi, veste, o čem govorim, ampak pejte si pogledati ta film, pač to je, ziher ga bom še gledala. Drugi, ki mi je ostal v spominu, je pa definitivno prvi del filma Now You See Me. To so tisti neki čarodeji, čarovniki ali kakorkoli. Tudi ta film si nujno pejte pogledati. Ta film je točno na to varianto, ki sem rekla, pač, ki si na koncu filma kar tisto, kje sem vse to zamudil, ker si toliko pozoren na stvar, na film, da v bistvu sploh ne opaziš, kaj se v ozadju vse dogaja. In pol na koncu, ko ti oni povejo, kako vse se je zgodil, si samo kva, od kje. Tako da definitivno priporočam ta film, pejte si ga pogledati nujno. Ok, evo in še zadnje vprašanje. Katero BB kremo uporabljaš oziroma bi jo priporočila? Ok, zdaj tako iskreno ne uporabljam BB krem, ker sem nekaj časa nazaj tudi že govorila, zakaj ne, no, ampak predvsem zaradi tega, ker na moji koži ne naredijo nič. To se mi zdi, BB krema je za punce oziroma za ljudi, ki imajo že v osnovi ful lepo kožo in pač rabijo samo tisto mogoče eno tanko prekrivnost oziroma tanek sloj prekrivnosti oziroma niti ne prekrivnost, ampak samo to, da pač da neki nase, da zgleda mičkam boljš. Kakorkoli, kjero bi pa priporočila, pa tudi načeloma ne moram odgovoriti, zaradi tega, ker se ne ukvarjam toliko z BB kremami oziroma jih ne poznam iz tega razloga, ker jih pač ne uporabljam. Edino, kar lahko priporočim, je, da recimo jaz, če imam kakšno stranko, ki bi rada imela minimalno pudra oziroma da reče, da bi imela rajš BB kremo, kaj naredim? Vzamem primer, ki je pač podoben kremi, vzamem Make Up For Ever puder in ju zmešam in potem to nanesem na obraz in dejansko zgleda kot BB krema oziroma ima res tisto minimalno prekrivnost, ampak ful lep finish, tako da če že delite na ta način mogoče, BB kreme pa žal ne moram predlagati nobene, ker kjerokoli do zdaj pa sem sprobala, so bile pa ali pretemne, preveč oranžne, mastne, v glavnem niso bile zame, tako da, sorry, ne moram nekaj ful predlagati, mogoče se obrnite na kakšno punco, ki jih uporablja, pa vam bojo one znale svetovati. Ok, prišli smo do konca videa, kakor sem rekla, na določena vprašanja sem že odgovorila v mojih prejšnjih Q&A videih, tako da bom vse linke v spodaj v infoboxu pustila. Ne pozabiti prečekirati še tisto nagradno igro od My Music, My Tea. In ja, to je to za danes, jaz upam, da ste uživali in se vidimo naslednjič.